gosta, gospa Majda Vidman in gospod Danilo Zečnik in cenjena podžuponja Milo Levec in vsi ostali gostje. Dobar večer vam želim sem skupaj, v imenu društva 1824. Vesel sem, da v letošnjem letu kljub naporni situaciji korone uspemo na nek način praznovati našo desetletnico društva, tudi s takimi dogodki, kot je ta današnji, da zgodbe dobivajo pot med ljudi, tudi med mlajše in da se to dogaja v našem društvu. Tako da vam želim današnji večer, predvsem lep večer, da boste čim več se zapomnili, da boste potem uporabili v zgodbah svojih, ko jih boste podajali našim generacijam. In to je dejansko tudi praznik naše občine, že kar nekaj let, dan, ko se mi družimo tudi v tej naši hiši. V hiši z letnico 1824 in v hiši, v katero ste številni, pa ne tako zelo številni, ampak nekateri še hodili tudi v šolo. Tako da ta hiša ima ves čas en tak poseben pomen za mesto, za Brežičanke, za Brežičane, za tiste, ki so v to mesto narojeni, kot se reče, pa tudi za tiste, ki v to mesto pridemo in imamo to mesto radi in smo veseli, da nas je to mesto sprejelo. Tako da danes imamo ravno takšni dve zgodbi, se pravi dva Brežičana, oziroma Brežičanko in Brežičana, enega rojenega tukaj in drugo, ki je prišla v to mesto in to mesto obljubila in v bistvu je prava Brežičanka tudi. Tako da mi pa Davorjem, imamo vsake toliko časa, imamo par let isti projekt, oziroma nekako skušava na podobno temo nekaj najti, vsake toliko časa pa se kaj novega spomniva. In Davor je ponovati tisti, ki ves čas dreza, kaj bi še, in seveda sva se zdaj od letošnjega leta zadala, da bova nekako zbrala zgodbe Brežičank in Brežičanov, da bova skušala združiti najne znanja in veščine, se pravi Davorjevo znanje video, audio zapisov, voljo do tega in seveda to mojo etnološko dušo, ki je nemirna, če kaj ne počnemo, tako bom rekla. In jaz sem zelo hvaležna Davorju, da je ta nenehni pojevalec in da me vedno, kadar tudi je dogodek popolnoma neformalen, pravi, kaj bova kaj, da je bova in tako naprej. Tako smo letošnji maj posvetila 4 popoldneve tudi našim Brežičankam in Brežičanom. In sicer 4. maja 17.5. sva se družila z gospodom Danilom Zečnikom pri njemu doma in seveda od 12. in 20.5. pa pri naši dragi gospe Majdi Vidman, ki ima zdaj dom tam v varovanih stanovanjih, kako se reče. Nastalo je pri vsakem za več kot 5 ur gradiva. Se pravi, vsakič smo se pogovarjali več kot 2 uri pa pol, tako da, če bi vi gledali celoten posnetek, bi videli, kako sem bila jaz še utrujena, naša dva mlada sogovornika pa še polna energije in polna še zgodb. In nekako je Davor opozarjal, zmanjkalo mi v baterije, dovolj je mogoče za danes. Tako da res obema velika hvala za ta vajen čas. Potem smo skušali še pridobiti fotografije, zato da je nastala tudi razstava. In v zadnjih tednih sva z Davorjem nekako, mi da sva danes zelo vznemirjena, saj jaz ti mogoče ne bi si bolj, kak se reče, miren človek. Ker seveda sva iz tega gradiva, zdaj pa naredila filmčka približno 20 minut za vsakega od naših sogovornikov. 20 minut izbranih tem, raznolikih tem, ki seveda so samo en tih delček našega celotnega pogovora, ki bo seveda trenutno še v sorovi, je še trudno v sorovi nekako, v sorovem stanju
še v arhivu, ampak verjamem, da bova še nadaljevala s tem delom in da bo potem nastal še kakšen daljši film, ki bo mogoče kmalu vzgledal luč, pa bomo takrat posvetili en večer gospe Majde Vidmar, en večer gospodu Danilu Pečniku. Ampak, ker sva želela res pokazati to, kar se je letos dogajalo, pa sva združila gospod Vidmarja in gospoda Pečnika, pa tudi zato, ker se zelo dobro poznata, ne? Ker ste res znanca, ker ste se družila, ker je vajno življenje tudi prepleteno in tudi, ker gospa Majda malo starejša od vas, ne? Majda je 29-letnik, vi pa 30, tako da ste v bistvu vrstnika in nekako pašata skupaj, ne, bomo danes tako rekli. Tako da letos sva še upravila pogovor z gospodom župnikom, Milanom Šelo, kar bo prihranila za december, ko naše društvo praznuje 10-letnico delovanja. Naš gospod župnik je pa tudi v Brežicah 40 let. Tako da zdaj boste pa stari Brežičani rekli, ali že Brežičan ali ni, to zdaj bodo pogajanja, ne? Bodo pogajanja med Prlekijo in Brežicami. Dobro, malo humorja tudi zato, ker res ta dva pogovora, ta dva sogovornika sta izjemna. Jaz sem zelo počaščena, da sem lahko govorila z obema in zdaj sem zelo nervozna, ker me zanima, kaj boste rekla, zato bom kar še govorila. Ne, hecam se. Ne bom Davor, tako ugasnimo luči in se predamo besedam in pripovedi. Lep pozdrav vsem, spoštovani in spoštovane. Izjemno čast si štejem, da je najina sogovornica gospa Majda Vidmar, Brežičanka, ki že nekako jo poznamo potem, ko jo srečamo na ulici, mi tisti, ki smo mogoče v Brežice bolj priseljeni, tisti, ki pa so že dolgo Brežičani, pa vedo, ne, da je pač gospa Majda pomemben člen, pomembna naša meščanka. Tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas in da se bova sprehodili skozi vaše življenje, ki je seveda tudi življenje našega mesta, bi lahko rekli širšega območja, ne, Slovenije in sveta, ne, ker zgodbe te, ki jih pač z Davorjem zbirava in snemava, so seveda zgodbe iz našega mesta, ki jih pripovedujete meščani, ampak seveda smo pa del, bi lahko rekli, celega sveta in enako pomembni, kot kdorkoli, ki je drugje, ne. In vemo, da niste pač rojena Brežičanka, ampak vseeno bomo začeli pa z vašim rojstvom, ne. S tem, odkot ste prišla, kje ste se rodila in te prve korake naredila. Rojena sem v Slovenski Bistrici, v družini Žuraj, mama je Ljudmila bila. Povabila gospod Majdo in gospoda Danila, da se mi pridružita. Ok, bomo samo 3 minute si vzeli za kratek komentar. Ne, ja, pridite k meni. Najprej je treba povedati, Majda, da ti nisi pri meni stanovala pri Pečniku. Nisem pri Pečniku bi stanovala. Ja, to pa res, ja. Viš, tam ti sam išel se ne podiral. Ja, razprovedilo so bilo veliko bilo, dobro hiša in gospod je bil že v stari Jugoslavi prevoznik kamionov. Desposebno. Ja. Šlo mi, da ne bo kakšnega, da ne bo kakšnega. Ja. Zdaj, res še enkrat velika hvala obema. To je kratek filmček, ne, tako da mogoče morate še vtise strniti, ker zdaj je to res, kar sta zbrala vidva z Davorjem, ne, tako da... Remek delo, težko, verjamem, da vam je težko kaj komentirati, ne, ker ste prvič videla, kako vidim, da to zgledava, ne da. Kako se vam zdi? Čudna je ta gospa. Čudna, ne? Ampak čudna je zato, ker smo imeli
steklom, pa, ne? Ja, mogoče ste zadaj včasih slišali gospodinico, vašo hčerko, ki nam je pomagala, kadar je kakšna misel zbežala, ne? Ja. Tako da gospod Danilo je pa kar napisal nam, ne? Tako. Vi pravite, da če je dobro, jaz bom stojko povedal, non plus ultra. Jaz vam po nemško povedal, da zbeste vom beste. Oba pa ste povedali še veliko drugih stvari, tudi kakšne takšne, ki bodo mogoče malo šle v bunker, ne? Pri gospe Majdi je bilo polno takih razvratnih. Ne tako v slabem smislu, ne? Ampak zato sem jaz rekla, da smo kar ljubosumni, mogoče to niso razumeli te moje zadnje besede, ne? Ker ste povedala v bistvu tudi o vašem možu veliko, pa o tem srečnem življenju v hiši, ne? In seveda tudi kakšne take zelo zanimive žurke so bile pri vas, ne? Zato sva zdaj, to bo zdaj drugič, ne? To bo naslednjič, bomo imeli pa temo. Naslednjič bomo imeli pa še žurke. Ampak nocoj pa lahko povemo, da smo s tvojim možem Ivanom hodila drsati na pilite. Zdaj bo knjiga išla o No, jaz smo pa tudi seboj dve fotografiji od naših srečanj, ker smo govorili zelo dobrih prijatelji, pa samo vas še živa, samo od 9 smo samo še dva živa. Miran Gorišek pa jaz. 9 nas je pa bilo. Ja, veš kaj. Danes smo morali doma biti. To ste iz prvega 1975 se rekel, dragi moji suličari v Postrelci, jaz pa mi ne bom hodil več za tu. Na pol so pa začeli, da ne vas baviti, prej pa da ne. Pa se rekel, jaz sem se pa poročil s svojo ženo, ne z vami. Ne bo zdržalo povedati. No, ampak to, kar niste videli, ne, pa bomo še, pa je tudi za dolgo zapisano, kar vrtipo pa bo, da je bila pač gospa Majda, recimo, je vozila avto tudi brez izpita, ne? Ja, pa vse poslov pa tako naprej, ne? Enkrat ste rekla, da ne še na začetku. Ja, na začetku me je task nagovarjal, da je imel na izpit, pa sem rekla, možno ne mi pokaže, da bom videla, če sem tako nerodna, da nam bo šlo. No, in pa smo se trala v Krško, pa smo šla k mami moje, pa je rekel, veš, ko to me je prepelo, je rekla, ne Majda, je rekel, ja. No, in tako sem šla v avtošolo in naredila izpit. In potem hodila po te moške vse posode, ne da? Ja, to pa ja. To je šel v gimnaziju, sem povedala, da šel na Olimpiado, pa je naročil od Milana Goriško, da ne pride s našim avtom v Iska, ampak da smo on vozil moram jaz voz. Potem pa posnem pa metra, da smo poškita, ali ne, jaz ne smem, ker tako da moraš ti voz. Tako da, to je sad neki teh iskric še iz... To je bilo samo prekratko. Ampak zdaj, ker neki vmes ste tudi videli, no, da pač res smo se zabavali, ne, na tem pogovoru, tako da tiste mogoče zabavne bova kdaj še posebej, ne? Še bolj zabavne so to bili. Še bolj zabavne. Po moje trofeje bodo pokazali. Tomo, vaše trofeje so pa zdaj na razstavi, ker razstava, ki je pa zunaj in bomo zdaj zelo kratko si šli pogledati zelo na hitro, ker razstava je pa seveda kratke zgodbe, so pač narejene, tako da malo spoznate oba, ampak to je res na kratko, in pa fotografije, ki so iz arhiva tako družine Vidmar kot družine Pečnik. Nekaj sem pa je še dodala iz fonda razglednic brežiških,
zato ker vi omenjate most, ne, družina Vidmar je pa seveda bila znana tudi po papirnici in založništvu. Imamo zelo lepih razglednic prav zaradi vašega tasta, ne, Ivana Vidmarja, starejšega, ki ni smel v vojsko. In so res lepe razglednice. In na teh razglednicah sem zelo iskala vašo hišo, pa nisem našla samo en delček, samo en konček te vaše hiše je nasproti frančiškanske cerkve. Medtem ko pa Vidmarjeva hiša je pa v svojem sijaju ves čas, mislim, na velikih razglednicah. To pa je. Na vse skoraj, ja. Na tistih lepih koloriranih, na tistih mlajših in starejših. In ena je pa potem tudi 80 let, kjer se pa že vidijo vaše rože, ne? Tam so pa, to ste pa že vi več zaslužna za tiste rože, ne? Ja. No, so tudi na razglednici, tako da večno shranjene, ne? Tako da to smo še malo dodali, potem pa poiskali predvsem res fotografije, ki pričajo o vseh teh zgodbah, ki sta jih pripovedovala, tako da imamo vaših trofej na fotografijah, pa recimo tudi to, da ste bil res aktiven tudi pri osamosvojitvi in se to vidi tudi ne z vojnih fotografij, ampak potem kasneje. In pa recimo tudi to, kar je gospa Majda pripovedovala o hoji, o hribih, ima dokazano, ima kar nekaj res lepih fotografij iz teh časov. Pa potem tudi to, kako je bilo lušno, s prijatelji na poteh, tako da to vse je zunaj na voljo in smo res hvaležni, da ste nam tudi to dovolili, da smo lahko nekako vstopili v vaše hiše, v vaše življenja in da boste lahko tudi meščani vstopili vse nekje do marca, upamo, ko so pač te panoji naši zunaj. Z Davorjem bova potem, ko boste še enkrat si pogledala te filmčke, še kaj dodelala, ampak ne preveč. Ne preveč, pa bodo potem tudi na voljo na spletni strani našega društva, ker je na računalniku malo boljši zvok. Jaz sem imela to priložnost, da sem poslušala to doma, pa meni se zdi, da se je bolj slišalo kot danes, ampak tehnika, ne. Dovolite, Prosim. vse bi rad povedal, da mojo pokojno ženo Anjo in mene lahko vidite na internetu. V Google iskajnik vtipkajte Danilo Pečnik, kolesar pri 81 letih, to je bilo pred 10 leti. Boste pa videli, koliko je razlike med takrat pa med zdaj. Nekateri ljudje mi pravijo, da se pomladujem. Pa mi reče, pa tebi ne bi dali več kot 70 let. Pa reče, dajte mi še bomo stari 20 let, da bomo komplet 90 let. No, to so prijetne zgodbe, ampak hotel sem prinesti tudi seboj travico, ječmeno od drugič. Od drugič vi ste videli, da gojim domač 15 let, gojim mlado in travo, ki čisti, krepi, pomlajuje, koliko boste videli, pa da zdravi tudi. Hvala Bogu si še to zdravi, lahko se to vidim, pa pozdravim, bomo reči, sveti vid zemlja, še drugič bom prišel mene doma postiti. In je da, resnično, ljudje vse sorte naroč pripravljajo v Glinu, da bi reči, še se gojili mlado in imeno travico, ki je že 90 let priznana in po naključju odkrita in 300 milijonov ljudi na svetu naj bi si pomagalo z pitjem soka mlade ječmenove trave. No, to je, ko smo povedali. Smo dobili še recept. Ja. Še recept za lepo in dolgo življenje, ki pa je prekratko, ne, ste rekli, prehitro minilo, ne. Ja. Prehitro, ne. Naj še povem, da sta oba tudi pač dovolila uporabo teh fotografij, da imamo še več, da pa mogoče tudi veste, da je gospa Vidmarjeva hišo pač prodala, ne? In smo tudi veseli, ker smo v muzeju številne predmete dobili podarjene in nastaja tudi zbirke družine Vidmar, tako da to zdaj še seveda ni obdelano, ne?
ampak bo pa v nekem kratkem času, tako da bomo tudi recimo za še dolge čase naprej poznali družino in njen pomen. Zdaj seveda poznali tudi vašega strica, zdaj smo ravno kar most odprli, tako da nisem prenovljen, tako da ves čas se te zgodbe preplepajo in res velika hvala. Del pa mi kar tukaj obsedeli, vidva kar tukaj, jaz bom pa povabila našo podžupanjo, da nam bo nekaj povedala, potem bom šla pa tam po Rožnice, da bomo še zapravili. Spoštovana današnja gosta, gospod Hitmar, predsednik, spoštovani gospod Kšela, spoštovani predsednik društva, draga Alenka in Davor, drage dame in gosti, lepo pozdravljeni v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Danes vas bi moral nagovoriti naš župan, gospod Timar Molan, ki je žal moral upravičiti zaradi neodložljivih obveznosti. Sem pa zelo vesela, da sem bila lahko danes jaz z vami. Če bi me kdo vprašal, naj naštejem 5 ljudi iz Brežic, ki si zaslužijo, da se njihova prizadevanja predstavijo javnosti ravno na praznik naše občine, bi izmed 5 zagotovo izbrala tudi današnje avtorje razstave, našo ljubo vsestransko in neutrudno Alenko Černetič-Krošelj, ter dragega in izredno dejavnega Davorja Lipeja. Draga Alenka, včasih se vsi sprašujemo, odkot črpaš ideje in moč za oblikovanje in izvedbo tako izjemnega in bogatega programa, tako v Posavskem muzeju Brežice, kot na številnih drugih področjih. Hvala, ker nas razvajaš s kulturo v vseh možnih oblikah in krepiš prepoznavnost naše občine, tako v Sloveniji kot zunaj meja. Enako vprašanje se mnogim pojavlja ob imenu Davor Lipej. Ni ga dogodka, da ga Davor ne bi ujel v svoj objektiv in ga, kljub velikemu številu različnih obveznosti, objavil in ponudil našim občanom v pogled. Ko si bodo naši zanamci ogledovali številne fotografije in posnetke življenja in ljudi v naši občini, ki jih je Davor ujel v svoj objektiv, se bo zagotovo kateri vprašal, koliko pa je bilo teh Lipejevih Davorjev. Hvala obema, ker sta. Hvala, ker bogatita kulturno življenje naših občanov in temeljita naš vsakdan. Hvala tudi društvu 1824 in njegovemu predsedniku, ki ravno tako uspešno razvijajo dejavnosti na območju mesta Brežic. Iskrena hvala tudi današnjima pripovedovalcima, gospe Mariji Vidmar ter gospodu Danilu Pečeniku, ki sta z nami delila dogodke iz svojega življenja. Jaz sem danes z vami zares uživala in bi bojo lahko poslušala v nervnih let. Danes si vsi sodelujoči zaslužite, da z vami praznujemo. Hvala tudi ostalim udeležencem, ki ste pripomogli, da smo se danes tukaj zbrali. Jaz verjamem, da med sebojno dobro sodelujemo in se dopolnjujemo. Solidarnost in zavedanje, da smo skupaj močnejši, sta dobra popotnica za naprej tudi v teh zahtevnih časih. Še naprej si želim uspešnega sodelovanja pri ustvarjanju kakovostnega življenja v naši občini. Dragi zbrani, iskrene čestitke ob današnjem prazniku. Zdaj pa gospod Župnik je rekel, da bo tudi nekaj povedal, jaz bom še pa ta čas po Rožnicev. Vsem pozdrav. Želel bi kratko na to storice, to naša dogovornika. Rekel bi besedo najprej hvala vama za vajno vključevanje in hvala za vse to, kar naredimo vsak po svoji strani, da ne bomo zdaj naštevali, ne vem kaj vse posebej, ampak veliko storila za to našo hišo, nekdaj staro osnovno šolo, zdaj pa Slovniško dom. Vsak ve po svoji strani kako in kaj.
Tako da iskrena hvala in čestitke in še nadalje vam želim, da bodo te ure in mesece in leta se nategnila, da ne bo prekratko. Tako da, čestitam. Čestitam tudi našemu društvu, Alenki Davorju in želim vsem lepo praznovanje občinskega praznika in da bi se lepo družili ne samo danes, nocoj, ampak tudi še v prihodnje, ko bomo, kot je rečeno, napovedano, nam okrog 20. decembra lahko zaokrožili 10. obletnico našega društva. Hvala. Ven, ne sicer še na razstavo, ker ni daleč in res potem prosim, da se vsi vrnete nazaj, ker imamo pripravljeno tudi nekaj malega, da se lahko podružimo, da si nazdravimo, ampak bi si želeli tudi, da se vsaj naša dva gosta fotografirata skupaj z nami, ne? Pa, ker imata oba toliko obveznosti, ne vemo, kdaj boste lahko prišli nazaj, pa dajmo to danes. Tako da zdaj bi se pa zahvalila moj predsednik bo dami, jaz bom pa gospodom. Imam eno ročno. Te dve rožici ste tudi za ščirki, gospe Vidmarjeve, ker brez Milice in potem tudi Danice ne bi bilo tega našega dela, ker sta tudi zelo pridni bili zraven na dan. In pa še cvet za našo podžupanjo. Hvala, da si nas pohvalila, ni bilo to mišljeno tako, ker danes sta glavna gospa Vidmar in gospod Pečnik in to res izjemno in jaz več ne vem, kaj rečem, ampak res hvala, hvala. Tako, zdaj pa se oblečemo, vse smo že skoraj oblečeni, gremo tam do razstave, na kratko in se vrnemo. Pa dve leti. Še bo kaj. Kakšna je? Aha, ti snimaš včeraj. Krasno, ne? Tle se lepo vidi. No, vse to je bil itak vaš ta založnik, ne? Se lepo vidi še tudi frančiškanska cerkev, ne? Ja, pa knjigarna, ja. To je to ključno, to, ko smo pa še dali, ne? Na končku krasne so. Ja, pa te so pa zdaj prav, ne? Ja, tam ne so prav, ja. Ja. Je on, ne?